Lepo pozdravljeni na novinarskem kratkem briefingu. Povod je humanitarna materialna pomoč, za katero je zaprosila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje že 28. oktobra. Danes je prispela pomoč Slovaške. Na poti je tudi pomoč sosednje Madžarske, vendar je zaradi njih prometne nevšečnosti ta pomoč zastala in pride danes pozno po noči, jutri jo bodo pa pripeljali sem in razložili in potem glede na potrebe bo šla pač naprej v naše nastanitvene oziroma sprejemne centre, ki jih ima policija. Prvi bo imel besedo gospod Branko Drvadel, on je namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Za njim pa gospod Marjan Zahora, veleposlanik za gospodarske in trgovske zadeve v Republiki Sloveniji. Lep pozdrav. Kot je bilo že rečeno, je Slovenija konec oktobra zaprosila za mednarodno pomoč spričo novega vala beguncev, ki prihajajo iz Hrvaške v Slovenijo in preko evropskega mehanizma to pomoč tudi prijela. Danes smo priča tule pošiljki pomoči iz Slovaške. Slovenija je zaprosila predvsem za 3 sorte pomoči, v prvi vrsti za materialna sredstva za nastanitev, kot so šotori, kontejnerji, potem postelje, oprema za postelje, za spanje, v drugi vrsti za tehnične pripomočke, kot so generatorji, električni generatorji, potem pihalci vročega zraka, skratka sredstva za ogrevanje teh prostorov, v katerih bivajo migranti. In tretje za zaščitna sredstva, kot so tajvek oblačila, zaščitne rokavice, lateks rokavice, zaščitne maske in podobno. Odzvalo se je praktično že 10 držav. Kot ste slišali, je zdaj tule slovaška pomoč, pričakujemo danes večer pomoč iz Madžarske. Madžari nam pošiljajo 78 večjih šotorov za nastanitev, tam do 20 ljudi, ki so tudi znotraj ogrevani. To je pomoč v bistvu, ki je Finska ponudila Madžarski in Madžarska ponuja zdaj to nam naprej. Zjutraj smo dobili dragoceno pomoč pri pomočkih za zaščito, gumijastih rokavicah, tajvekih in podobne zadeve strani Luksemburga. Pomagajo nam tudi nevladne organizacije, Visoki komisariat za begunce je prisoten tule v svoji svetovalni vlogi, koordinacijski vlogi, pomagali pa so tudi z materialnimi sredstvi. Skratka, jaz bi se v tej priliki zahvalil veleposlaniku Slovaške, ki je pomagal koordinirati to pomoč, ki jo zdaj vidite tule pri nas. Kaj pa vse je na tem tovornjaku in kam gre? Ta tovornjak zaenkrat ostane tule, pomoč, ki je prišla iz Slovaške, bo tule v Rojah v logističnem centru razložena in jo bomo potem skladno s potrebami distribuirali po nastanitvenih centrih. Potem, ne vem, poleg Madžarske, potem že veste naprej, kakšna pomoč bo prihajala? Ja, zaenkrat je to, kar je napovedano. Dogovarjamo se tudi z Francijo. Francija nam ponuja opreme za nastanitev, 1000 postelj, kolikor vem, 1000 prevlek, rjuh, vzmetnic in opreme za nastanitev. Dobrý večer. Dovolte mi, aby som v mene veľvyslanca Slovenskej republiky v Lublane odovzdal túto humanitárnu pomoc, ktorá je vyjadrením našej spolupatričnosti a porozumenia so slovenskými partnermi. V ťažkých chvíľach a v ťažkých časoch je veľmi dôležité pochopiť potreby partnera a my samozrejme ako člen veľkej európskej rodiny sme pochopili, že je čas, kedy je potrebné priniesť a prispieť samozrejme určitou formou. Takže tu je náš príspevok a sme pripravení ešte aj v budúcnosti v prípade potreby Slovensku poslať ďalšiu humanitárnu pomoc a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne.